Hudičevo presenečenje. Pripravite se na kataklizmo. Kaj to je? Domet do lune. Kino, to bo za ob polnoči. Hudičevo maščevanje. Samo za zunanjo uporabo. Ja, to bomo šele videli. Po vžigu zapustite prostor v polmeru 15 metrov. No, zdaj pa malo se... Jaz tebe ne prepoznam več. Sem že mislila, da boš letos dal mir. A no, Žuža, ne zganjaj panike, no. To so samo take male pokalice. O, mama. Jutro, ljubček. Dobro jutro, mama. Kako si spala? Odlično, hvala, ljubček. Ja, greš na cigaretko, ne? Mene pa ne vprašaš, kak sem spala. Ja, no, dobro. Kako si spala? Ja, nisem spala. Tvoja mama tak smrči, da na mene celo noč omet padal. Na vratih je nekdo vena. Kdo bi ti to lahko bil? Vi proci, perdovane! To se dela? To se dela starim ljudem? Pa jaz vas bom... Glej, kaj so naredili. Kako sem se zdaj razkril? Daj, Beno, ne zganjaj panike, no. Vidiš, zdaj tebe bodo tvoje lastne igračke ubile. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za tri. To nad dopustov za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebajske stvari, to ti posodi jajček ali dva. vse že ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti ti. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skozi sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skozi sonce in smeh. Lepo je biti sosed. A ti naj naredim zajtrk? Ne, hvala, mi je že Žuža naredila. Zdaj, to z maslom pa res ni noben zajtrk za takega korenjaka. Veš kaj, mamica se bo zdaj lepo oblekla, pol ti bom pa naredila eno fino omletkico. Ja, tu pa bi mogla. Ti bom naredila eno fino omletkico. Beno, rekel si, da pride samo za vikend. Ja, pa dobro, no, jutri jo bom poslal domov. Ne, danes jo pošli domov. Danes? Ja, pa Silvestrovo je. Ja, ravno zato. Zvečer gremo na novoletno zabavo Zlato srce. In če tvoja mama misli, da gre zraven, se moti. Za njo nimam karte. Koliko si pa rezervirala? Ja, koliko? 4, če pa tak siliš, da morata Špehova iti zraven. Zakaj ti Špehova ne bi šla zraven? Jo, daj, Beno, no. V to gostilno hodiva že 7 let. Tam imava svoje kolege, svoje navade. Če bova zraven vlekla Ivota pa Silviko, se bova morala z njima dvema ukvarjati, ker onadva tam nobenega ne poznata. Midva se ne bova čisto ni zabavala, onadva se bosta pa neprijetno počutila. Ja, kaj ti zdaj naj naredim? Eno stvar, Vucek. Spakiraj mamo, pa jo spravi domov.
Silvika, kaj ti ne vidiš, kaj dela mama Erži? Misli, da božič večer je. Igen. Ona že ves teden misli, da je vsak večer božič. Zvečer položi darila, gre spat, zjutraj vstane, potem pa vse od začetka. Hočeš kvariti veselje. Vsak večer zavijam že odvita darila in jih dajem nazaj pod jelko. Hočeš kvariti veselje. Ti hočeš kvariti veselje. Ti se ponavljaš zelo. Kaj naredim noj? Pokličem avtobus, da odpelje doma. Ti nemaš srce. Je Silvester. Jaz pa ne bom mogel niti ene same pasje petardice spustiti skozi okno, ker jo je tako strah. Ja, ma fobija, tu nem tako tragikuš. Na ne vese, kegyetek, karácsony van. Nem, karácsony, igen, mama Erzsé. Ja, Szilveszter, ja. Igen, Stallone. Nem, Sylvester Stallone. Novo leto, Szilveszter je bombice. Jézus Isten! Bombice! Jo, pasje petardice, bombice! Paf! Evo, omletkica, ne pusti zdaj to razstreljivo. Saj veš, da jaz tega ne maram. Dobro, mama, glej, pa to sploh nič ni nevarno, veš. A se ti spomniš, kaj si dobil za 10. rojstni dan od Atija? Ja, se spomnim. Škatla eksperimentov, mladi kemik. No, in kako se je končal ta tvoj prvi poskus? Dobro, no, kaj mi bo zdaj do konca življenja učitala, ko so Atiji mogli prst prešiti? Dobro, že prav. Kar v miru popapce do konca. Ti, Beno, kam pa gremo praznovati novo leto? Žužu malo karte za zlato srce. Špeha mi tudi grejo. Ja, ta gostilna tu na Vogalu. O, super, se že veselim. Ja, sam veš, kako naj povem, nekak midva... Nekdo je. Trkale. Frucifer, domene, to se dela starim ljudem, pa jaz vas bom enkrat... Ko sem se zdaj razkriral? Daj, spomni se, kakšen si bil ti pri 6 letih. Pa dobro, no, mama, kaj je zdaj to dan spominja na moje otroštvo? Ti, a veš, kaj sta delala z bratom? Posračkala sta se v časopise, jih zažgala, vrgla pred hišnikova vrata in mu pozvonila. In pol je hišnik skakal po teh papirjih in je imel vse noge. Dobro, mama, če še nisi opazila, ravno jem. Kdaj pa gremo? Ja, veš, mama, midva nisva vedela, da boš za Silvestrovo tu, tako da zdaj nekako nimava karte za tebe, veš? Ja, pa kupi še eno. Vse to pa res ni noben problem. Ja, rade volje, samo je vse razprodano, veš? A dajmo, Ja, razprodano je. ja, že 2 tedna. Prav. In jaz naj na Silvestrovo v sinovi hiši sedim sama pred televizorjem in se zabavam. Ja, pa ne, saj letos bo res kvaliteten program, veš? Jo, v polnoči bo Kekec vrača udarec, film, pa Jan Plestenjak bo v novoletni oddaji pel, pa tak, hecali se bojo. Veš kaj, če bi bil ti pravi sin, bi se žrtvoval in bi ostal doma. Mama, prosim te, no, ne me zdaj psihologizirati, pa me na psihološko mučiti, no. Dobar dan, gospa Sagadin. Ivo. Ja,
Poslušaj, sem ti popravil televizijo. Ja. Jo, hvala. Samo kolorji pa še ne delajo. Ja, dobro, vidi, hvala ti. Nekaj. Kako je? Midva, Silvika, ne moreva z vami nocoj v Zlato srce. Kaj? Kako ima ne? Ja, bomo ostali doma, zato ker ima mama Erži fobijo pred temi pirotehničnimi sredstvi. Vidiš, temu jaz pravim prava ljubezen. Ostala bosta svojo mamo. Ja, veš, njena mama ima sklerozo, zato. Ja, kaj imam pa jaz? Nič. Še skleroze, ne? Ivo, prosite, ne seriga. Morata iti. Če ne bo šel, bo tvojo karto dobila moja mama. Ja, jaz bi se rad za Silvestrovo zabavo, veš. Beno, ne moreva. Čudovito, čudovito. Cel večer bo morala poslušati sobo 102, 102, 102, 102. Kaj, Jan Plestenjak poje za Silvestrovo? Ja, seveda. Ja, potem pa še obstaja upanje. Res? Ti pridem povedat, če je uspelo. Ja, adijo. Ja, fajn zrihtaj. Mama, Erži. Ja, Silvika, sem pravkar dobil informacijo, da bo na našem silvestrovanju pel Jan Plestenjak. Pigazo! Joj, mama, a veš, da Žuža noče, da kadiš noter, prosim te. Aha. Pustil me boš samo, osamljeno in še brez cigarete. Mama, kje si ti to vzela? No, dobro, zdaj se boš mogoče vsaj odvadila kaditi. Kaj ti je? Iščem, kdo je. Kdaj gre avtobus v Nočkanižo? Čez eno uro. Samo, kako reče mi, da gre? Ja, reci, da greš tak po nočnici. Anjo, E fili mišeri. Igen. Ja, mama. Erži. Servus. Anjo. Ivo, veš, kako sem veseli, da greš ta z nama. Juj, pa jaz sem tako veseli, ko... Tak sem veseli. Jaz pa tudi, zelo. Ja, kot drugače bi moja mama z nama šla, veš. Tega pa jaz ne bi preživel, če sem iskren. Ja, se zato veseliš? Ne. Pa tudi zato, ker je z vama vedno tako zabavno, pa to, ne. Saj veš, kaj mislim. Ja. Pa Žuža se tudi veseli. Ja, seveda se Žuža tudi veseli. Zakaj se ti ne bi veselila? Ja, zato, ker mi že cel mesec govori, kako bo odličen silvestrski program po televiziji, pa da ga Silviko nikakor ne smeva zamuditi. Ivo, veš, kaj ti zdaj povem? Jaz vam bom danes pripravil taki silvestrski program, da ga ne boste pozabili do konca življenja. Poglej to. Kaj praviš? No, kaj imaš to? Hudičevo maščevanje. Kaj?
Poglej, mi pod predlogom temperature smo po vžigu zapustite prostor v pol meru 15 metrov. Zapustite prostor v pol meru 15 metrov. Ja, ko probamo. Ja, pa ne v stanovanju. Ja, kje pa? Vse to samo fejst poče. Zvoni. Ja, dobile Čevček, pomaščevanje. Ja. Ja. Počakaj ti! Ti barabama velika. Ja vem jaz, kdo je bil. Bože, videl sem ti zastonj popravljal tistega govorečega. Papagaja. Beno. Kaj delaš, koliko časa pa še imava? 20 sekund. Kako veš? Jo, glej, tu piše. Žgete, Beno. Zmotilo sem se. Avtobus nam šlo. Beno, ne, imam avto parkiran spodaj. Daj se, gori. Moj bog. Jaj, bomba, segítség, Istenem, fussatok, gyerekek! Jaj, segítség, fussatok, fussatok! Daj teci za mano, kaj pa ničariš? Poračunali potem. Anjo! Anjo! Naj pogledam notri. Jaz si ne upam. Ste imeli dosti notri? Zelo. Za cel teden hrane. Torta. Novoletno kosilo, pa silvestrska večerja. Upam, da imate rada pasirano hrano. Beno. Sedi se, Ivo. Zdaj razumem, zakaj temu rečejo hudičevo maščevanje. Ja. Beno, si že spravil mamo domov? Ne, dragica, ni me še spravil domov. Kaj se je pa vam zgodilo? Ne delaj se, da ti je kaj zame. Se vem, da me ne maraš. Itak bi najrajši videla, da bi me vrgel čez balkon. Jaz samo to ne bi nič rešilo. Pri Kličju živimo, zihar bi preživeli. Hvala. Ta svetnica Silvika in dobričina Ivo sta hotela ostati s svojo bolno materjo doma. Pa ste jo zaradi Benota poslala na avtobus. Silvikina mama je šla domov? Ne, ni šla. Na silo sta jo spravila v avtobus. In nesrečna ženska se je držala za vrata in upila: ne, ne, nočem stran, otroci moji, ne zapuščajte me. Zdaj boš videla mojo mamo? Kaj ni šla domov? Upam, da ne. Peški zelo daleč. Peš sta jo poslala. Ne, jo speljalo na avtobus, ampak avtobus nam šlo, ne? Jo zmotilo. In ko sta prišli do avta, se je ona vrat držala in se drla: ne, otroci moji, ne zapuščajte me, ne? Ne, normalno usedlo. Rekla sem, da gremo na polnočnico. Ja, Silvika, ti si pa res prava svetnica. Kako si mogla, Silvika? Jo, kaj? Na Silvester zabava pil Žan Plasteknjak. Moram videti. Lastno mater si žrtvovala za plestenjaka. Bog te bo kaznoval. Ja, me že kaznuje. Če ne najdem mama, ne mrem na zabava. Ne mrem videti Žan Plasteknjak. Silvi, tvoja mama je pri meni.
Igo zvan! Ja. O, grem isko... Ne, ni treba, je z Mirkotom. Samo on je kot pubertetnik vodil, Jan, sem se prišel samo malo spočiti v tebi. Šlen, ne bo kaj naredil moja mama. Halo? Kaj tebi ni jasno? Viš z mano, Lolita, nisem lačna, ker sva sita. Punce, 4 karte imam za Silvestrovo, pa še zdaj ne vem, kdo gre. Jaz ne mrem. Grem lahko jaz. Vi? Ja, se mi je Beno obljubil, da če ne gresta Silvika in Ivo, grem lahko jaz. Ja, ampak karte so 4. Tja, pa se gre lahko z mano mama Irži. Če gre moja mama, grem tudi jaz. Ja, no fajn. Jaz se že mesece tega veselim. Na koncu boste šla pa vidva z Ivotom, pa Benotova mama s tvojo mamo. Jo zdaj spomnila, moja mama ne mre iti. Ma fobijo pred petorde. Kaj pa, če bi šli vi z Vaneso? Vanesa bo vzela zraven svojega tipa, za vas bo pa tudi kakega zrihtala. Ne morem jaz, Mirko ima nočno. Kaj ti sama na Silvestro? Ne sekiri se zame, za gospod pa lahko zrihtam kakšnega mladeniča, ni problema. Jo, ampak... Tu se imam telefon s sabo. Bom kar zrihtala. O, žužo, to nam dobro končalo. Ivo, ko si jo nor, kak je to vsekalo? Ravioli so že skoro pečeni. To bi še tistega Žaka Kustosa presenetilo. Ja, zelo. Ja. Še smo na svetu ljudje, ki smo se pripravljeni žrtvovati za druge. Evo, pojdite v zlato srce in se lepo zabavite. Kaj pa moja mama? Ne skrbi, bom jaz poskrbela za njo. Bova sedeli pred televizijo in lepo tiho gledali. Ja, ampak moja mama ne razume slovenski. Saj ni važno. Silvika, greva fantom povedati, pridi. Aja, Vanesa, domov se spravi. Ivo! Kaj čuješ? Ja. To je ziher tisti zagamani Frocka, je tak zagamani. Čakaj. Kaj bova? Zdaj se bo vsral. Daj, ti odprej, jaz pa vržem. Grem, dobro. Pozor! Pozor. 3, 4, 3, 1. Odprej! Ivo, kaj ti je? To zgledaš, kot če bi Mišo Molk brez make-upa videl. Kaj? Sedem. Ivo, hitro. A ti si, Ivo? Pa kaj vidva delata? Ivo mi je glih zdaj rošado dal. Ja. Beno, zdaj pa tak. Zakopli vse to eksplozive, pa jih zgostne, si razumeš? Ej, čez pol ure gremo. Zrihtajte se, pa pridite k nam. Kaj naj zrihtamo? Oblečite si najlepše, kar imate. Danes bo peklensko rajanje. Beno! Pride polnoč, ti si se pa zredil. Ja, Žužo, jaz te v avti počakam. Ali pa je nekaj narobe s svojim sakojem, da vidim. Da vidim, no daj odpri si ga. Jaz te ne prepoznam več. Pa Beno, kaj če ti kaki čik za srajco pade, te bo razneslo, ko kakega... No, dobro, nekaj jih imam pa doma pusto.
Samo ostale pa imam, da lahko na vrte vrv spustim, saj veš, kaj mislim. Daj, prosim te, pokliči Ivota, pa mu reči, ne pohitita, vse bomo zamudili. A, so že tu? No, zvoni! Beno. O, kako sta lepa! Mama Erži, Eleonora, Benetova mama. Jona pot? Kompot, pesgő, ásványvíz, finom. Fino, Nagyon finom. fajn. No, smozda, Jezus. Pa taka ne morete v zlato srce. Ja, kaj je? Zakaj ne? Ti rekla, da oblečemo najboljše obleke, ki imamo. Mi gremo na silvestrsko zabavo. Ja, kaj naj zdaj? Ej, vsi bodo mislili, da sta vidva del kulturnega programa, no? Daj jim, dam mu neko svojo obleko, jaz bom pa tebi nekaj prinesla. Ja, pa to je res. Čakaj, malo žulo, kje te imam, kaj takega? Maja, nič, preoblečite se nazaj, no. Mama! Kaj pa ti delaš s tem nagim moškim? Kaj ste že nazaj? Ja, očitno ne, vaš pametni sin je sredi gostilne šel prižgati tisto svoje peklensko maščevanje. Ja, mama! Ko bi ti videl, kot je tole delo! To je koničevo! Maščevanje! Se neće nešto pegnemo! Joj! Čakajte malo! Ko smo mi malo mislim, hecni! Kaj je? Kje pa je moja mama? Ben. Mama! O, gospa, Sagatin, to. Jo, moj bog. Beno, reči da pa. Kako si me vidim? Mama, mi smo te malo pozabili, no, te veš, kako prste. Koliko prstov vidiš? Vse bo vredno. Beno tako pride. Ja, vem, samo zakaj moji mami greš? Mama, ste v redu? Dobro, mama, zdaj se moram skočiti.